Gospod Bog, prosimo te za srčno maziljenje tvojega svetega duha nas vseh, da bomo bili potegnjeni v tvoje globine in nagovorjeni v naši osebnosti. Po Jezusu Kristusu, njegovi žrtvi, njegove ljubezni. Amen. Torej, današnja nedelja je rožnovenska nedelja. Katoliško vero zaznamuje rožni venec, ki je razširjen edino pri katoličanih. Pred rožnim vencem je bila značilna za katoliško vero krščansko premišljevanje ali meditacija, premišljevalna molitev. Ta je bila temeljna se pravi še posebej kleru zapovedana, kakor še tudi danes, vendar se ta opušča. Premišljevanje ali meditacija se opušča, kar je velika škoda, kajti tudi rožni venec ima to nalogo, da nas poučuje globinsko v razumevanju in da nam omogoči duhovno rast, da duhovno rastemo in se nam veča tako ljubezen do Boga, veča se nam hvaležnost, veča se nam spoznanje. Rožni venec je preprosta molitev s ponavljanjem in predajanjem srca, vendar vsaka molitev je samo molitev srca in premikov duše in ne besed. Besede bi naj bile, torej zunanji izraz notranjosti, notranjega češčenja. Poznamo izrek prazne besede, ki se seveda tudi ne potrjujejo v delu. Tako pravi v prvem berilu prerok Habakuk, pravi, kličem in ničesar ni, nič se ne zgodi. Vidim samo trpljenje, trpim in kdo ne pozna tega? Ko rečemo, koliko molim, pa ni nobene rešitve. To poznamo pravzaprav resnično vsi. Bog mu daje odgovor, pravi, zapiši videnje. Kaj je tisto videnje? To je videnje rešitve, ki ga je on imel, da bo prišlo do zloma zla in rešitve za njega, ki moli in ki vztraja. Zato tudi Jezus pravi, kdor bo vztrajal do konca, bo zveličan. V Glavnem svetem pismu pravi, obljuba rešitve, to je naša obljuba, ki nam je razodeta v nauku cerkve, v svetem pismu, v Božji besedi. In to je vedno bližje, v vsakem slučaju, za nas. In potem razlaga v prvem berilu, da če nekdo se napihuje, se povišuje, v bistvu greši. In potem ta ne bo trden, tisti, ki greši, ne more biti večno v pravem obstoju. Pravični, pravi, znamo dve stvari, pravični, pa bo v svoji veri živel. So dve stvari, pravični. Zakaj pravični? Tisti, ker on globinsko priznava to, kar se mu v srcu razodeva, on trezno premisli, gre dalje, vidi, da vse tisto je nič, da edino Bog ima neko logiko, ki lahko obstane, edino Bog nas uči prave ljubezni, edino Jezus je tisti pravi odrešenik, ki je samega sebe izničil, za razliko od drugih, tako imenovanih odrešenikov, ki so sami sebe obogatili v tako imenovanem reševanju. Tako recimo malo tudi iz islama, Mohamedu je pripadla 1/5 vsega plena v teh različnih pohodih, ko so napadali karavane ali pa bili v neki napad na neko državo. 1/5 vsega, kar je tam se nabralo potem, ali pa na nek način ukradlo, je bilo njegovo.
Jezus pa je rekel, za mene je križ in nič drugega. Torej tisti, ki bo pa v veri, pa bo živel, pravični bo živel v veri. Zakaj? Ker ga bo notranje Bog razsvetljeval in mu dal razodetje, da on lahko obstane. Da mu bo tudi to lažbo. Ali tisti, ki ostaje v resnični veri, gre naprej, živi. On prestane vse nevihte in vse težke stvari. Pravični in v vero. To moramo iti v globino, da dobro, pravično, resnično spoznavamo v resnici, v notranjosti in potem se oklenemo vere. Tako potem tudi živimo po veri. To je rešitev. Psalm govori, danes je dan, ko ne zakrknite svojih src. Torej, kakor nekoč pri Meribi, pravi Bog. Zakaj zakrkniti src? Zaradi stiske onega, zdaj pa Bog ne deluje, ne verujem njegovo ljubezen, ne verujem v te logične neke razlage, recimo, da mora biti Bog na začetku stvarstva, in zakrknem svoje srce, ne bom več hodil za Bogom. Ne bom več hodil za Bogom. Slišal sem od ene ateistke, ki se je takrat znala pohvaliti, da je njen, oče služil v maršalu Titu kot neki oficir, kakorkoli je rekla naša babica, rekla, da ne bo več verjela Boga, ker je vsak dan molila za njenega, nečaka, ki je bil v partizanih in on je tam padel in potem je ona rekla, jaz pa ne bom več verjela Boga, konec je z Bogom, ne bom več. Torej v takem trenutku mi zakrknemo srce pred Bogom. In prav to so te vojne, ki se dogajajo. Grozote, ki smo v vojnah jih deležni, so pravzaprav bitka za duše, da odpadejo od Boga. Da odpadejo od Boga. To je bitka za duše. Tu zlo ima svojo nabirko tistih, ki odpadejo od Boga. Ki jih ne prepriča pravičnost, usmiljenje, dobrota, 10 zapovedi. Odpadejo od Boga. In zato je pravzaprav vojna nevarna. Ampak se vedno s hvaležnostjo obračajmo k Bogu, pravi psalm. Bogu Jahveju. Oče naš, posvečeno vodi tvoje ime. Oče je Jahve. In Jezus je njegova beseda. In Sveti Duh, njegov duh. Duh očeta, pravi Jezus. Zato se vere ne smemo sramovati, tudi če svet pritiska. Nekoč sem se, pred par leti, sem se pokrižal v restauraciji, predno sem jedel in je nekdo bil tako šokiran, da je poglej ga, pokrižal se, pa je gledal, šel je in je gledal name. Šokiran je bil, da sem se pokrižal. Ne smemo se vere sramovati. Kajti Jezus je biser, kot pravi danes, tudi na koncu drugega berila. Milostni dar moramo poživeti v tem odpadu od Boga današnjem, odpadu družbe od Boga, odpadu medijev od Boga, odpadu vlad od Boga. Se moramo zopet razplantiti našo vero, se postaviti na pravo pozicijo in zajemati iz Božjega duha, ki nam daje moč, iz živega stika z Bogom. In celo pravi danes apostol Pavel, zatrpi z menoj. Zakaj naše življenje ne bo samo večno uživanje na tem svetu, ampak bo trpljenje za Božje kraljestvo, ko pride trenutek trpljenja. Takrat se odločimo za Boga kljub trpljenju, ker s tem se odločimo za 10 zapovedi, za poštenost, pravičnost, usmiljenje, ljubezen, ne glede na trpljenje,
ki nam grozi ali pa nam v tistem trenutku tudi nam je resničnost. Oprt na Božjo moč, pravi, kako je zdaj to, kako naj bomo mi oprti na Božjo moč v drugem berilu. Tako enostavno, da gremo nazaj k Bogu z resnično vero. Takrat nam Gospod daje svojo notranjo moč in mi seveda tudi duhovno rastemo. To pomeni psihološko, spoznavno, osebnostno, da imamo svojo identiteto, v identiteti svojega jaza, pridobimo svoj jaz, pridobimo svobodo in rastemo duhovno. Pravi, lepi zaklad vere, varuj lepi zaklad vere, ki ga drugi nimajo. Jezus Kristus je lep in vera, ki jo imamo, je lepi zaklad, pravi apostol Pavel. Kajti Božja beseda ostane na veke, kadar smo slabotni, molimo rožni venec s premislekom, z globino, resnično. Molimo Boga, prosimo Marijo za priprošnjo. In tam nam se daje življenje. Kot Božji besedi se nam daje življenje. Recimo, en način je enostavno, gremo v Božjo besedo, kaj je Jezus rekel. Spomnimo se Jezusovih besed. Naenkrat nam srce začne, naša notranjost, delovati na neki drugi način in se zopet zažene v življenju. Zato so apostoli tudi prosili za močno vero, da bi znali obstati v trenutkih, ko ni pravega spoznanja. Pomnoži nam vero. In Jezus pravi, če imeli minimalno vere, mini, kakor gorčično zrno, ki je daleč najmanjše od vsega. Če imeli zrno resnične vere, bi lahko izruvali drevesa iz korenin, če bi takrat pokazali resnično vero. Zanimivo je to, saj sem verjetno že to povedal, nekoč je eden mojih mladincev, učencev, ki smo pač govorili o veri, kakšno vero moramo imeti, je šel v gozd in tam hotel preizkušati to, kar piše. In piše to, če imate malo resnične vere, boste rekli drevesu, naj se izruj se s koreninami vred. In on je to v gozdu, na sprehodu s svojim psičkom, šel pred eno drevo in je tam prakticiral pravo vero. Ampak drevo se ni podrlo. Čez 3 tedne je šel v isti gozd, z psičkom tudi, in je videl, da ravno tisto drevo, nad katerim je on molil in klical Boga, da ima vero in ukazoval drevesu, naj se izruje, edino tisto drevo je ležalo v gozdu z koreninami navzgor, vsa druga drevesa sta okoli stala. In veter je v tem času podrl to drevo, ker je on veroval. In to ni pravljica za lahko noč, to je resnica. Tako da mi, ko prakticiramo vero, resnično vero, se drevesa ruvajo in lahko delamo velike stvari, ki si jih mi niti ne predstavljamo, kot pravi Jezus. Moč je v pravi veri, moč, ne v praznem premikanju ustnic, pač pa v izkazovanju prave vere, ki mora biti podprta potem tudi za življenje. Tako pravi Jezus, če bi imeli, to se vam bo zgodilo. In pa, zakaj? Vi izpolnjujte to, kar vam je zapovedano. Zopet nazaj gremo na Božjo besedo, vračamo se na Boga. To, kar vam je bilo zapovedano. Zapovedano je bilo to, kar je Jezus govoril, kar je v Božji besedi, kar je 10 Božjih zapovedi in nam povedano, to mi izvršujemo, ne glede na situacijo, ne glede na pritiske, ne glede na to, karkoli je okoli nas, ali ne rečejo, ja, pri nas slike padajo, pa slišijo se stopinje, pa mi smo prekleti, pa ne vem kaj vse. Ti vztrajaj v Gospodu, popravljaj nazaj svoje posledice svojih grehov,
živi Božje in ni važno, kaj je, ni važno, karkoli se dogaja okoli tebe. Izpolnite to, kar nam je bilo ukazano. Jezus nam ukazuje, pravi, dam vam novo, zapoveduje nam, novo zapoved, ljubezni vam dam, da se ljubite med seboj. Torej, tudi vi, ko ste vse naredili, pa potem vidite uspeh, rečete, nekoristni služabniki smo, ne prepisovati samemu sebi te zmage, ki bo sledila. Vztrajali smo in smo naredili to, kar smo bili dolžni storiti. Torej, gre za to, da lahko nam Jezus pomnoži vero, če ga prosimo, kakor je pomnožil vero tudi apostolu Petru. Ampak mi vztrajamo v Gospodu, črpamo iz njega neskončno moč in življenje in gremo skozi bitko. In tako, ko gremo naprej, tudi duhovno zrastemo in se utrjujemo na tej poti do popolnega združenja in popolne blaženosti in sreče v Gospodu. Amen.